33 milijard denarja se nam dobesedno valja po bančnih računih in smo v bistvu evropski rekorderji po deležu vpoglednih vlog. To je skoraj 90% denarja na bančnih računih dobesedno leži in nič ne dela. Zakladne menice so pa v bistvu državni vrednostni papirji, zelo podoben kot državna obveznica, samo da se dejansko izdajo za krajše ročnosti. To je ključna razlika. Se pravi, imamo 3, 6, 12 in tudi 18-mesečne. Kar je ta prednost, je mogoče, da so večkrat te izdaje. Se pravi, če vi rabite zdaj parkirati sredstva za krajše obdobje, lahko to naredite prek primarnih izdaj. Se pravi, ti si bikovsko razpoložen. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, vas vabim, da se naročite na naš YouTube kanal Marja Milič. Imamo kar precej pogosto epizode v živo, kjer ste vabljeni, da nas spremljate in da nam postavljate tudi vprašanja. Na vaše vprašanja bomo seveda v živo tudi odgovarjali. Današnja epizoda je bila pravzaprav spodbujena z zadnjim podatkom Banke Slovenije, ki je bil nedavno objavljen, in sicer 33 milijard denarja, evrov, se pravzaprav valja na bančnih računih in ta denar je neproduktiven, ta denar pravzaprav je največji lenuh v naši družini, če lahko temu tako rečem. In sicer ta denar moramo se zavedati, da po eni strani izgubljamo kupno moč zaradi inflacije, trenutna inflacija znaša 3%. Seveda to čutimo v žepu, vsakič, ko gremo v trgovino, čutimo vsakič, ko gremo tankat in čutimo, da se življenje v Sloveniji draži. V povprečju se na letni ravni podraži za 2%, trenutno je pa letna inflacija 3,1%. Se pravi, če denar puščamo na banki, je v bistvu kupna moč našega denarja vse manjša. Mislim, da je to povsem logično in jasno. Hkrati na drugi strani, s tem, ko puščamo denar na banki, bankam omogočamo, da uporabijo ta denar zato, da nam pravzaprav posojajo denar, in posojajo nam ga po bistveno višji obrestni meri, se pravi, potrošniška posojila so lahko 10% na letni ravni in pa seveda tudi stanovanjska posojila 3, 4, 5%, odvisno seveda od banke. Tukaj imamo tudi zelo zanimiv, bom rekla, paradoks. Na eni strani seveda banke kujejo zaradi tega, ker puščamo denar na banki, lepe dobičke, na drugi strani seveda delničarji, recimo konkretno ene banke v Sloveniji, so veseli, da v bistvu banka ustvari tako lep dobiček, ki ga seveda potem naprej distribuira svojim delničarjem. In tukaj se že mogoče vidi ena zelo pomembna razlika med tistimi, ki razumejo, kako plemenititi denar, in tistimi, ki v bistvu puščajo, da drugi kujejo dobičke in ne mi. Tako da je pomembna razlika, zato smo nekako začeli z iniciativo na MoneyHow, nula ni dovolj. Želimo predvsem opozoriti na tuje banke, ki poskušajo z stimulativnimi obrestnimi merami nekako prepričati nove stranke, da prenesejo del denarja k njim. Nekatere tuje nemške banke ponujajo kar stimulativne obrestne mere, stalno imajo neke akcije, tako da nekako poskušajo tudi na ta način pridobiti svoje stranke, pri nas pa dobimo eno veliko debelo nič. Zato smo začeli z iniciativa nula ni dovolj. Lahko zahtevamo kot komitenti, da nas banka za neko zvestobo konec koncev tudi nagradi. Mi ostajamo bankam zvesti in za to zvestobo pravzaprav nismo nagrajeni. Vsakič, ko pride do neke situacije, nam seveda banke zaračunajo višja nadomestila, a pa konec koncev samo spomnimo se ležarin, ki so jih zaračunavali, ko so bile negativne obrestne mere. Skratka, nula ni dovolj. Mislim, da je prav, da zahtevamo od bank, da nas nagradijo za naš denar, ki ga puščamo pri njih. Tako da spremljate našo spletno stran, na podstrani nula ni dovolj, boste našli informacije, katere banke ponujajo stimulativne obrestne mere za nove stranke, gre predvsem za tuje, bomo pa tudi seveda objavljali, če se to stanje spremeni tudi pri domačih bankah. Vabim vas tudi, da obiščete naše bootcampe. 21. maja imamo bootcamp, spletni bootcamp, kjer bomo govorili o tem, kako pravzaprav začeti z investiranjem. Bootcamp je primeren predvsem za popolne začetnike. Spremljate nas lahko nadaljavo, postavljate vprašanja, skratka, bomo zelo proaktivni pri odgovarjanju na vaše vprašanja. Za vse, ki želite odpreti individualni naložbeni račun, vas čaka tudi naš bootcamp, ki smo ga pripravili in vsa orodja, s katerimi si lahko pomagate pri pametnem investiranju, konec koncev tudi znotraj individualnih naložbenih
računov. Spremljajte nas, poslušajte nas. Mogoče še ena inicijativa, ki sem jo načela, ne samo nula, ni dovolj, ne, pač pa želim spodbuditi tudi ženske, da postanejo bolj proaktivne in jih vas vabim, vaše partnerke, vas, ki poslušate, da se pridružite naši Facebook skupini Finančno močna, kjer bomo razpravljali pravzaprav o tem, kako plemenititi naš denar. Obdelovali bomo različne naložbene razrede, saj so v bistvu različni naložbeni razredi primerni za različne skupine ljudi. Tako da vabljeni, da nas spremljate na Facebooku, vabljeni, da nas spremljate na YouTubu in pa seveda na naši spletni strani money-how.si. Zdaj pa je epizoda o bolj konzervativnih naložbah, torej obveznice, zakladne menice in pa seveda cel kup namigov, ki vam lahko pomagajo pri proaktivnem upravljanju vašega denarja. Prijetno poslušanje. Domen Granda je danes z nami iz Prve pokojninske družbe. Zdravo, Domen. Zdravo, Marja. Danes bova ponovno obnovila epizodo na temo konzervativnih naložb. 33 milijard denarja se nam dobesedno valja po bančnih računih. Ta denar leži na TRR-ju. Pred kratkim sem naredila en članek, pa vabim vse, da si preberete na spletni strani money-how.si. In sicer naslov članka je: Brodnjak opozarja, da se denar valja tudi po žepih, ne samo na bančnih računih. In zdaj, če vzameva 33 milijard Banke Slovenije denarja na TRR, plus nekaj milijard denarja, ki ga imamo doma, lahko rečemo, da smo blizu številke 40 milijard. Kaj si ti misliš, ko slišiš za te kar precej nore številke? Predvsem je tako, da se mi zdi škoda, ker v bistvu vidiš na koncu čez kariero vsakmu, ki svetuješ, da ne investira, je na koncu na dolgi rok, če pravilno se stvari loti, zadovoljen, in je škoda, da denar leži in ne prinaša donosa, da ga najeda inflacija. Jaz se s tabo strinjam, ampak je še bolj brutalna statistika, pa jo bom kar delila, zaslon bom delila, pa si bomo skupaj pogledali statistiko, koliko denarja dobesedno leži na naših računih. Evo tole, vsak skupna raba. Imam en zelo lep graf prikazan, in sicer tukaj koliko denarja, in smo v bistvu evropski rekorderji po količini denarja, po deležu vpoglednih vlog, to je skoraj 90% denarja na bančnih računih dobesedno leži in nič ne dela. Evrsko območje je 50%, se pravi, smo krepko nad v bistvu evrskim območjem. Hrvaška vidimo 78%, Estonija 69%, potem ima v Luksemburg 35% denarja leži neobrestovanega na TRR-jih, vse ostalo je obrestovano. Številke so kar brutalno visoke in ti si že v bistvu povedal, škoda, denar leži na računu in izgublja na kupni moči. A lahko kaj naredimo, zakaj denar leži na računih? Dajva to mogoče najprej pojasniti. Ja, jaz mislim, da je predvsem prisoten pri ljudeh en strah. In jaz dostikrat, ko se pogovarjam, vsi pravijo, ja, pa to, pa bom pol špekuliral, pa lahko izgubim, pa tako. Pa na drugi strani, ko pa nekdo sliši, ja, bom dobil pač 3%, se mu pa ne da v bistvu po eni strani ukvarjati za te 3%, samo če računaš, da pa ti 10 let investiraš po 3%, se pa tudi to nekaj že nabere, a ne. Tako da pa jaz tudi pravim, treba je začeti, sploh vidim med mladimi, pač treba je začeti dobiti to izkušnjo in pol od tega lahko greš naprej z nekim znanjem, tudi za kasneje, ko imaš več sredstev, ne. Ravno danes sem preverjala, ker me je zanimalo, koliko individualnih naložbenih računov je bilo odprtih. Lahko točno številko povem, ker sem jo ravnokar danes dobila pred kratkim. Samo sekundo, da nam kakšno napako naredila. 8.652 do tega trenutka, se pravi v 2 mesecih 8.652 računov. Individualni naložbeni računi so bili primarno narejeni za tiste, ki imajo denar, se pravi za te, ki imajo denar na bankah. Kakšna se ti zdi ta številka, ko sem ti jo povedala, 8.652 po 2 mesecih? Ja, ne, meni se zdi kar normalna, ne, morava vedeti, saj tudi ti na podcastih opozarjaš, da INR račun ni čudežen, a ne, tako da tudi ne prinaša spet čudežev.
Včasih se vprašaš, a ga res rabiš ali je kdaj celo tudi boljše vlagati skozi normalen račun. Tako da po eni strani je pa pozitivno, nekaj računov pa je bilo odprtih, a ne, tako da boljše, kot če bi jih bilo samo 2000, je pa itak potencial je še ogromen, ne. Saj smo komaj v bistvu začeli, s temi produkti. Je pa tako, statistika, ki smo pa izvedeli s klirinško depotne družbe, 110 000 računov, trgovalnih imajo Slovenci, odprtih, ne. Ampak to zdaj, a ne, en posameznik, ima lahko več odprtih trgovalnih računov, verjetno to ni po posameznikih, ampak po. Pa še pa še tule nimaš te evidence za tiste, ki ima mogoče račun samo v tujini, a ne. Se pravi, da ga nima v Sloveniji. Kakor sem jaz razumela, je tudi neka ta evidenca zavedena, ne pa čisto vse, no. Okej, okej. A ne, tako da, ja. V glavnem, okej, zdaj izveva, kakšne so številke, denar leži na računih, ljudje očitno zaradi nekih psiholoških razlogov mogoče se ne aktivirajo, zato sva danes se odločila, da se bova fokusirala na konzervativne naložbe, se pravi obveznice, zakladne menice in kako lahko v bistvu tukaj ustvarimo kakšne procente. Dajva najprej pojasniti, čisto tako za popolne laike, kaj je obveznica, kaj moramo vedeti o obveznicah. Ja, dejansko obveznico si posameznik najlažje predstavlja, da to pomeni, da v bistvu, če kupi obveznico, ki je neki vrednostni papir od podjetja, a ne, to pomeni, je enakovredno, kot da bi dal posojilo temu podjetju, a ne. Tako da pol pa zraven je verjetno ta kupon, ki je v bistvu nadomestek za obrestno mero, in pač tveganje je, da ti podjetje ali pa recimo država ne bo na koncu plačala, v zameno pa dobiš neki višji donos, a ne. Zdaj sva omenila država, podjetje, se pravi, imava podjetniške korporativne obveznice in pa državne obveznice, če posodimo. Če država izda državno obveznico, pomeni, da državi posodimo denar. Tehnično gledano, če pogledava z vidika tveganja, državne obveznice so manj tvegane kot pa recimo podjetniške korporativne obveznice, posledično prinašajo tudi nižje donose, ne. Tako je, ampak to je zdaj zelo splošno, ne, ker ponavadi o državnih se pogovarjamo o nemških pa, ne vem, recimo slovenskih, a ne, kjer imajo dobro bonitetno, a ne, ampak tisto, kar mi gledamo, je vedno bonitetna ocena, a ne. Če gledamo recimo eno Romunijo, ne, tam je bonitetna ocena trojni B minus, imamo marsikatero podjetje, ki ima bonitetno oceno A, ki je v bistvu bistveno boljša bonitetna ocena in tudi bistveno manjše tveganje neplačila, sploh če govorimo o nekih daljših ročnostih, ne. Ravno danes je bila objavljena novica, da se je vlada v Romuniji sesula in da, ne vem, se obeta tam neka kriza. Kaj pravzaprav to pomeni za njihove obveznice in za vse tiste, ki so mogoče špekulirali in kupili njihovo obveznico? Mislim, da so bile neke dolgoročne obveznice, ki so prenašale, ker je bila donosnost 6-7 %, kupon je bil ene 3 % na letni ravni. Kaj zdaj to pomeni? Recimo glih preden se je to zgodilo, je recimo 5-letna imela 5 % donosnosti, a ne. Zdaj tako, ja, glih to, kaj to pomeni zdaj, ne. Glavni problem je, ja, vlada se je sesula, ampak ja, saj verjetno najverjetnejši scenarij je, da se bo oblikovala nova vlada in bo stvar šla naprej in bo situacija rešena, a ne. Ampak ja, vedno obstaja tudi tveganje, da grejo stvari v napačno smer in da se nekje down the road zgodi tudi neki grški scenarij, kjer pa dejansko so bili odpisi teh obveznic njihovih, a ne, in reprogram posojil, a ne. Tako da tule vidimo, ja, da obveznice niso varne, tudi če je državna, je treba pogledati, katera država jih izdaja, a ne. In recimo na konkretnem primeru Romunije, za njih je zdaj glavno tveganje, da bi šla bonitetna ocena iz te investicijskega razreda trojni B minus v dvojni B, a ne, kar pomeni, da v bistvu rata neka bolj špekulativna obveznica, a ne. Tako No, da ja, zdaj. tule se lepo vidi, a ne, če Slovenija nosi na drugi strani neke 3 %, ne, tule je ta razlika, nagrada je bila 2 %, ampak je zadaj prisotno neko tveganje s tega naslova, ne. Ja, ravno zdaj berem, da 10-letna obveznica državna je ravno danes poskočila, na 7,30 %. Tako da to A je. gledaš dolarsko ali evrsko to? Ja, zdaj ne vem, tulele na Bloombergu ravno članek Okej, sem ja, ja. odprla, ker sem dobila danes notification, da se je ravno to zgodilo v Romuniji. In zdaj, ko govoriva o tem, a ne, se pravi, zdaj, če bi ti, želel špekulirati in bi kupil romunsko obveznico, ker si videl na Trade Republic, da prinaša stimulativno obrestno mero, ti si rekel: "Okej, ne, bom jaz kupil." Ampak moraš pa po drugi strani tudi spremljati dogajanje v tej državi. Ali misliš, da to ni pomembno?
Recimo za Slovenijo vemo, spremljamo, pogosto govorimo o Nemčiji, smo pač, povezani gospodarsko, trgovinsko, kaj pa Romunija? Je tule predvsem to, ne, ko govorimo Slovenija, Nemčija, pa če mene vprašaš, tudi Francija, Italija, recimo, to so zdaj države, ke načeloma, če kupiš neko 10-letno, mislim, da ni za pričakovati, da bi mogel tudi zdaj to nekaj zelo aktivno spremljati, a ne. Ko pa govorimo o teh bolj tveganih državnih obveznicah, je pa naša naloga dejansko, da tudi to spremljamo, a ne, ker če vidimo, da je na koncu je ključ pri obveznici tudi, a ne, da na koncu dobimo poplačilo, ne, in če tega poplačila ni, če nas porežejo, pol v bistvu ne bo nobenega donosa. Tako da ja, se pravi, za te osnovne in bolj varne državne obveznice mislim, da dejansko ni neke panike, kadar pa govorimo o teh bolj tveganih, ja, je pa naša naloga, da spremljamo. In tudi kar je recimo glih tule na primeru, ke sem te prej vprašal, a je v dolarjih ali v evrih, a ne, romunski recimo, ke se komu pojavi obveznica v dolarjih, a ne, tam je donos plus 1,5, a ne, zaradi tega, ker so obrestne mere višje v Ameriki, ampak če bo dolar v vmesnem času depreciiral, lahko vlagatelju to zredira ves donos ali pa še kaj več, a ne. Se pravi, se je treba zavedati, osnova je običajno, da gremo v obveznice v domači valuti, a ne, da v bistvu nimamo tega še obrestnega tveganja, ker če ne mislim valutnega tveganja, ker če ne moramo še valutno tveganje upoštevati, a ne, in še to spremljati pol zraven, a ne, tako da. Jaz mislim, da na Trade Republicu nimaš možnosti kupovati dolarske obveznice, ampak samo evrske, tako da je Okej. to že vkalkuliran noter. Mhm. V glavnem, okej, se pravi, zdaj sva omenil si tudi recimo Grčijo. Pa daj za vse tiste, ki mogoče se ne spomnijo, kaj se je takrat zgodilo, za tiste, ki so v bistvu špekulirali in kupili, grško obveznico, ki je takrat prinašala neke nore številke. Jaz se zdaj ne spomnim točno, koliko je bilo, ampak vem, da je bilo crazy. Takrat je bilo, ja, čez 10% tudi vmes, a ne. Ja, takrat je bila situacija, da je v bistvu pač, ja, Grčija je v bistvu bila zelo socialistično usmerjena. Mislili so, da bojo prek turizma v bistvu uspeli, ratati kar nova Švica zelo hitro, to so pol v bistvu vse plačevali z zadolževanjem, dokler nekako ni prišla kriza dolžniška, ko pa naenkrat, so se vsi ustrašili in takrat ponavadi, ko se nekako na trgu te stvari zgodijo, se vidi pol, katere države so bile recimo, so igrale na upanje ali pa na trenutne razmere in niso dolgoročno razmišljale. In ja, takrat je v bistvu bilo treba dejansko, reprogram posojil, a ne, Grčiji, a ne, in če govoriš o reprogramu državnega dolga in imaš ti državno obveznico, tudi tvoja obveznica noter pade, a ne. In tule so pač padle tudi pol tiste obveznice noter in imaš reprogram, si porezan in, in je v bistvu dobiš manj, kot si vplačal in si v bistvu naredil neko izgubo, a ne. Imamo pa tudi marsikatero državo, kjer si se lahko zelo lepo peljal pa dobival višjo donosnost, pa jo dobivaš še zdaj, a ne. Tudi recimo Romunija, če ne bo šla, če ne bo imela teh težav in reprograma posojil, bo na koncu to pomenilo, da si dobil neko nagrado več, a ne, tako da, to je dejstvo, a ne. Ja, ampak saj, če si ti kupil romunsko obveznico, si že v osnovi malce špekuliral, ne? Ja, seveda. Okej, zdaj dostikrat rečemo, ko ti dejansko kupiš neko obveznico, recimo Slovenija je nedavno izdala ljudsko obveznico, obrestna mera oziroma donosnost do dospetja se je nekoliko povišala iz 2,6 na 3 %. Zakaj je prišlo do tega? A je to neka običajna praksa, da se ko se vpisuje v primarni izdaji, lahko tudi spremenijo te stvari? Tule, ja, v bistvu načeloma tule pri ljudski obveznici je itak, se že toliko prej da neko napoved, a ne, neko obrestno mero, in je postavljena na tisti čas, ko je se to začelo, a ne. Se pravi, vmes je bil pa čas minus, smo imeli, tole krizo na Bližnjem vzhodu in so se povečali zahtevani donosi na obveznice, ker je pač nafta je toliko višja, pričakuje se povišano inflacijo, pričakuje se, da bi ECB lahko dvigal obrestne mere. In je to vplivalo, da se je raven obrestnih mer povišala, a ne, in zdaj, če bi mi pustili takrat 2,7, bi v bistvu bila ta obveznica bistveno manj, kupljena in se je bilo treba prilagoditi tem v bistvu izrednim razmeram, a ne. Medtem ko recimo na tujih trgih, kadar so te primarne izdaje, je pa to zelo pogosto. Imamo neki okviren razpon oziroma tam se gleda celo s pribitki nad državnimi obveznicami, kakšen je pribitek in, pol je v bistvu
se glede na aktualni nivo obrestnih mer se postavi končna obrestna mera, a ne. Da v bistvu vlagatelj, ki vplača, dobi v tistem trenutku primerno naložbo, ne pa da se zgodi ta time lag dogodkov in tega in biti izgubil 0,2 zaradi tega, ker so oni dali prospekt že prej ven, a ne. Zdaj marsikdo tudi vpraša, ja, jaz zdaj nisem v primarni, izdaji vpisal ljudske obveznice, kako lahko zdaj kupim ljudsko obveznico? Zdaj te obveznica kotira na Ljubljanski borzi in jo lahko kupimo na tako imenovanem sekundarnem trgu. Na kaj Tako. moramo biti pozorni, ko kupujemo obveznico, ljudsko obveznico Mislim, recimo danes? ja, seveda. Zdaj prva stvar, ki moramo biti pozorni, je, a je odzadaj neki vzdrževalec likvidnosti, konkretno pri ljudski obveznici to je in to je OTP banka, a ne. In konkretno recimo moramo pogledati, kakšen je spread, a ne, v bistvu med nakupno in prodajno ceno, a ne, da vidimo mogoče, koliko je te razlike. Zdaj tule je v bistvu, sem jaz preveril, je zelo majhen spread, tako da dejansko, kar se tega tiče, nakup na borzi, da bi zdaj zaradi te razlike v ceni med nakupno in prodajno, da bi trpel, ni. Mora biti pa vsak posameznik zelo pozoren na strošek, ki ga bo plačal pri tem nakupu, a ne. Ampak tule je to prednost, ker v bistvu gre za 3-letni papir, se pravi še zmeraj malo, recimo, če je zdaj donosnost na trgu, ne vem, 2,9, a ne, recimo, pa če ti kupiš pol, pa imaš 0,3 provizijo, a ne, v bistvu si znižal iz 2,9 na 2,8. Ključna prednost je pa, da je v bistvu tukaj do 1000 evrov, v bistvu so tudi ta skupni fond obresti do 1000 evrov, ki niso obdavčene, kar ti pa prinese bistveno več, a ne, je pa to tam 0,7 letno, a ne, v procentih, kar je tega davčnega pozitivnega efekta, a ne. Sorry. Greva majčkeno, nazaj. Zdaj omenjaš spread, razliko med nakupno in prodajno ceno, da jo gledaš. Kje zdaj to gledaš? V bistvu greš lahko na LSE, vpišeš noter ta nova je v bistvu RS99 kot oznako Vmes tu in kar dejansko šerala, Mhm. okno, tisti, ki nas boste poslušali, si lahko pol tudi pogledate na Youtubu. Evo, zdaj sem delila, to je a kaže? Ja, Tako je. RS99, je ljudska obveznica, to je v bistvu ticker, kako bi rekla. Kje zdaj pogledava Tako je. razlika med, Zdaj tule bi videli pri knjigi naročil, a ne. Zdaj treba vedeti, zdajle je trenutno že trgovanje zaprto, a ne, zato je knjiga naročil prazna, a ne. Se pravi, bi mogla midva to knjigo naročil, bi jo videla noter, koliko je, po koliko nekdo kupuje in po koliko prodaja. Recimo, če bi pogledala, jaz sem pogledal dopoldne in je bilo 100,4 pa 100,6 recimo, a ne. Se pravi, samo 0,2 procenta razlike v ceni, a ne. Kaj gledava tukaj še? Dajva še mogoče majčkeno pokomentirati. Čakaj, viš kaj, zdajle jaz ne vidim čisto dobro tulele, samo majčkeno. Se pravi, imava Ja, zadnji. predvsem, Ja, povej. ja, zdaj tule je tako, no, saj pravim, tule je mogoče ta za razliko od nekih tujih obveznic je toliko specifična, a ne. V bistvu nama dejansko veva, je ljudska obveznica, zadaj je Slovenija, gre za klasičen inštrument, in dejansko pol, da bi rekel, da moraš nekaj dosti drugih podatkov gledati, lahko še preveriš, koliko je, tistole minimum vpis, se pravi minimalna količina trgovanja, a ne, ke je v bistvu 1000. Kar je pa tudi recimo recimo tukaj, ke si imela objave, a ne, lahko mi tudi pogledamo, so vsi pogoji pa to v teh predstavitvenih dokumentih noter zapisani pa v prospektu, a ne. Tako da lahko si tisto tam pogledamo, če iščemo kakšne informacije, ampak tule je zelo stvar plain vanila, a ne. Se pravi, tule, kar je ključno za nas, je, da vidimo, če greš pod inštrument, mislim, da bo tam, da vidimo, kdaj inštrument zapade. A piše, do kdaj Ja, zapade? piše 2. 4. 29. Pa A ne, pa nominalna. tule vidiva recimo, tako je 1000 evrov, a ne, se pravi, lahko po 1000 evrov, kupujemo, prodajamo. Tukaj tudi, a ne, obrestna mera je 3 %, ampak če bomo mi kupili recimo po 100,5, a ne, ceni, a ne, pol bo v bistvu obrestna mera nižja kot 3 %, ker bomo izgubili še, ker bomo na koncu dobili samo 100, ne 100,5, a ne. No, daj povej zdaj Tako da 100,5, a ne, se pravi, ko govorimo o ceni obveznice, govorimo pravzaprav o odstotkih. Tako je, tako Daj, je. saj vem, da se tebi to zdi smešno, ampak tudi v bistvu te obveznice nekako ljudje ne razumejo, čeprav je dosti podoben inštrument kot recimo depozit, a ne, dobiš obresti na vezana sredstva in potem tudi izplačano glavnico oziroma denar, ki ga položimo,
ampak z obveznico lahko trgujemo na borzi in zdaj cena je izražena v odstotkih. Tako je, a ne, in to je od odstotkih neke nominalne vrednosti, a ne, se pravi, če sva prej videla nominalno vrednost, da je 1000, a ne, je pol to, če je cena, ne vem, 100,1 recimo, a ne, se pravi 101 %, je to v bistvu, se pravi 1010 € pol, cena za to obveznico recimo v praksi, a ne. Se pravi, pomnožiš procente z nominalno vrednost in prideš do te vrednosti. In ja, tule je dejstvo recimo, če malo zdaj pogledamo, recimo imamo pa zakladne menice, ke vedno kotirajo pod 100 in natekajo do 100, a ne. Se pravi, tam imamo pa ceno recimo 97, pa bo prišla cena pol do 100, a ne. Tako da recimo vi kupite, zakladno menico po 9700 in boste na koncu dobili 10 000, ja, recimo 10 000 €, a ne. No, saj tudi obveznice kotirajo z diskontom, lahko kupiš, ne, z diskontom, ne. Tudi Konkretno ne to, ampak odvisen od razmer, a ne, če se vmes v bistvu obrestne mere dvignejo, pa kupon v bistvu ne zadošča, v bistvu vlagatelji to skompenzirajo s tem, da se cena zniža in v bistvu, da dobiš z razliko v ceni noter stvar, ne. Vsi, ki nas danes, spremljate v živo, vabim, da nam tudi postavite vprašanje, bova z Domnom odgovarjala tudi na vaša vprašanja. Zdaj, marsikdo pač, da ti kupiš obveznico, kaj morava imeti? Trgovalni račun, ne. Zdaj imava več možnosti. Zdaj nekateri brokerji ne omogočajo kupovanje, ne vem, ljudske obveznice, a ne. Nekateri brokerji to tuji brokerji, bom še tako, bolj specifična, a ne. Ampak ja, če imaš pa recimo nekega domačega brokerja ali pa individualni naložbeni račun, pa lahko kupiš. Prej si omenil stroške. Ko kupujemo obveznice, moramo biti pozorni tudi na stroške. Dajva še kakšen stavek tukaj povedati, kaj nam vse zaračunavajo brokerji. Saj pravim, ena stvar je čisto ta razmik v ceni, se pravi, koliko je razlika med nakupno in prodajno ceno, to je, kar je stvar trga, a ne. Ampak tukaj, kadar je vzdrževalec likvidnosti, sploh tako kot DUTP, je to v bistvu po navadi minimalno. Zdaj, kar je pa druga stvar, je pa seveda, koliko nam broker zaračuna. Zdaj, če kupujemo, se pravi, to je pa najboljše, da dejansko brokerja, ne vem, ko imamo odprt račun, pokličemo ali pa pogledamo na internetu, kakšen je cenik in to vidimo, a ne. Se pravi, kakšen odstotek od nakupa, je to. Kar je prednost recimo obveznic, je to, da načeloma jaz, kar jih kupujem, jih po navadi kar počakam, da zapadejo, a ne, in dejansko to pol pomeni, da nimaš na drugi strani stroška prodaje, ker v bistvu samo dobiš tisti denar na račun, a ne, in imaš samo strošek nakupa, se pravi, samo enkrat plačaš, a ne. Zdaj morava to, kar si povedal, lepo Mhm. še enkrat počasi secirati. Se pravi, ko ti kupuješ obveznico, je tvoj cilj, da jo držiš, dokler pač je veljavna ta obveznica, do zapadlosti. Se pravi, če kupiš 10-letno obveznico ali pa 3-letno obveznico, jo boš držal do zapadlosti, se pravi celotno obdobje. Zakaj si to naredil? Zakaj je to najboljša strategija investiranja v obveznice? Ja, glih zaradi tega, ker se izogneš strošku prodaje pol, ko gre ven. Ampak spet bi tule pa mogoče poudaril, da ne bo kdo narobe zastopil, a ne, se pravi, če pa jaz rabim vmes denar, bom pa pač prodal, a ne, pa bom plačal tiste 0,3 %, a ne, saj ni konec sveta, a ne, zaradi tega. Ampak imaš to likvidnost, ampak ja, načeloma, v večini primerov je to dejstvo, da se ti splača počakati, dobiš denar in kupiš naprej naslednjo, a ne. To je recimo zelo lep primer ljudska obveznica. Ko bo ta zapadla, bo nova izdaja in boš lahko, enostavno reinvestiral, a ne. Vmes pa dobivaš kupone oziroma Tako obresti, je. a ne. Te obresti sva rekla, da niso obdavčene do 1000, evrov. Samo pri ljudski Pri obveznici. slovenskih vrednostnih papirjih, kakor sem jaz seznanjena, Ne, se veš pravi. kaj, Zakladne tule sem menice, pa to jaz, ja. ne, tule sem pa jaz šel prav preverjat po zadnjem najinem pogovoru in dejansko piše v zakonodaji samo za državne obveznice oziroma te državne vrednostne papirje, ki so bile izdane, pač Za fizičnim osebam, a državljane ne. Slovenije, ja, ja, to se Tako je, tudi a ne, spomnim, ja. fizičnim osebam, a ne. In zdaj recimo, če gledava izdaje klasičnih zakladnih menic, so pa izdane tudi institucionalnim vlagateljem in to ne paše pol v ta člen čisto tehnično pravilno, tako da v bistvu v praksi trenutno od slovenskih državnih vrednostnih papirjev je to dejansko so, kakor jaz razumem zakonodajo, samo, pač tele, ljudske obveznice, ke so bile izdane. Lahko je zdajšnja, lahko je naslednja, lahko so tudi kakšne starejše izdaje.
če nekdo pričakuje, da bo rabil sredstva čez 2 leti že recimo. Okej. Povejva zdaj še enkrat, zdaj sva skočila že dvakrat v zakladne menice, ne da bi povedala, kaj zakladne menice so in zakaj so potencialno lahko zanimive za vlagatelje. Kaj so zakladne menice? Zakladne menice so pa v bistvu državni vrednostni papirji, zelo podoben kot državna obveznica, samo da se dejansko izdajo za krajše ročnosti. To je ključna razlika, a ne. Se pravi, imamo 3, 6, 12 in tudi 18-mesečne, a ne. Konkretno recimo je danes glih ena izdaja teh zakladnih menic, a ne. Kar je ta prednost, je mogoče, da so večkrat te izdaje, se pravi, če vi rabite zdajle parkirati sredstva za krajše obdobje, lahko to naredite prek primarnih izdaj. In kar je tudi tukaj velika prednost, je, da veliko naših domačih brokerjev ponuja tudi vpis brez stroškov, a ne. Se pravi, pol počakate, da zapade in nimate nobenih stroškov, dobite čisti donos. Samo v primerjavi z ljudsko obveznico je pa ta minus, da ni te davčne bonitete, a ne. Se pravi, boste pa vi plačali za razliko od tam razliko v ceni, a ne. Se pravi, če bo razlika v ceni, da vam prinese 2,3%, boste vi od tega 25% plačali, razen če imate ta sredstva na INR računu, kjer je pa pol odvisen, kdaj boste imeli izplačilo, če po 15 letih pač ne, a ne. Okej, a lahko zdaj poveva, a sva povedala, kakšne ročnosti so zakladne menice? 3, 6, Ja, 3, 8 6, 12 pa 18. pa Tako. 18. 3, 6, 9, 12, 8. Ja. Zdaj, imela sva eno zelo zanimivo situacijo, da so bile kratkoročne te državne, zakladne menice, višji donosi so bili, kot pa je bila v bistvu ljudska obveznica, če se prav spomnim. Mislim, da je bila 2,7 za, ne vem koliko, za kakšno. Ne, ne, v bistvu tako je bilo, no, pretekli donos je bil, ne vem, recimo za 12-mesečno 2,3, pol je v bistvu danes bo verjetno tam okoli 2,5 %, zdaj za 12-mesečno, a ne, in pa recimo prejšnja izdaja je bila nekje tam okoli 2,7 za 18-mesečno. Se pravi, v bistvu bila donosnost nižja, ampak recimo, če bi se vmes zgodilo, da zbruhne inflacija, je pa prednost ta, da bi lahko vi recimo po 12 mesecih ta sredstva investirali po višji obrestni meri, a ne, ke vam nekako upošteva tudi aktualno stanje na trgu, a ne. Pozabila sem pogledati, kakšna je inflacija. A se je kaj spremenilo zdaj? Nazadnje, ko sem Ja, gledala, zdaj je bila mogoče je, 2,5. ja, Ne, pa zdaj zdaj že mogoče, kar je, 3,1, 3,1 je zdaj ja, inflacija letna, ja. Se pravi, v je pa v bistvu, bistvu, povej, no, saj ljudska obveznica ti v triletnem obdobju prinaša 3 %, zdaj imava tako je. inflacijo 3,1, tako da tehnično gledano ne pokrivamo inflacijo, ampak glede na. Slovenske recimo, ja. Ja, Ja, slovenske, ja. seveda, saj živimo v Ker recimo, Sloveniji, a ne. ne, ja, ne, ne, ampak ke po navadi itak ti pribitki pa to zmeraj izhaja iz nemške obveznice, a ne, in tam je v bistvu, oziroma iz evroobmočja, tam je pričakovana inflacija 2,3, a ne. In v bistvu, če gledamo s tega naslova, če bi gledal recimo, imaš pa v bistvu še zmeraj realno imamo v Evropi, če damo pač, če gledamo malo širšo sliko, imamo mi zdajle pozitivno realne obrestne mere v višini tam nekih 0,6 %, a ne, za prihodnje obdobje, a ne. A lahko še enkrat to ponoviš? Pozitivnih 0,6 % realno? Ja, to je, če gledava, a ne, recimo, da ti imaš pričakovano inflacijo 2,3, dobiš recimo 2,9 na trgu, a ne, imaš to v bistvu ti realno pač boš 0,6 boljši od inflacije, a ne. Ampak, se pravi, govoriva o prihodnosti. Ja, V tako je. pričakovani inflaciji, se pravi, sva rekla Za naslednjih 12 mesecev. Ker, a ne, na trgih se je v preteklosti že dogajalo, da je bila lahko pričakovana inflacija, ne vem, sploh takrat, ko so bile te nizke obrestne mere, je bila pričakovana inflacija, ne vem, 1,5, obrestna mera je bila pa 0,5, a ne. Se pravi, si ti vedel, da boš naredil -1, a ne, po defaultu napram pričakovani inflaciji, a ne. Se pravi, zdaj se pa pričakuje, da bo inflacija 2,4. Ne, 2,3. 2,3. 2,3 je Na za podlagi naslednjih 12 mesecev. kdo je podal te napovedi? A to Banka To je v bistvu, Slovenije? ne, to je v bistvu na podlagi razlike med tem, to v bistvu mi vzamemo s trga, no, to je najbolj mislim, to trg pričakuje, ne. Mi zelo radi gledamo to, se pravi, če gledamo v Evropi, ne, je polno zelo pametnih ljudi, ke v bistvu dela na trgu, a ne, in ta razlika pride iz tega, če gledamo mi neko obveznico, ke je zaščitena pred inflacijo, pa navadno obveznico, kakšna je v bistvu razlika med njimi, a ne.
Ampak to je v bistvu kar malo negotovo v tem trenutku dati take napovedi, pa Tako tako je, v bistvu tako je. 2,3, ne, to Saj pravim, to je stanje na trgu, a ne, v bistvu trg toliko pričakuje. Zdaj recimo, kar je tule ključno, a ne, da dejansko danes, če nekdo kupi, te inflacijsko prilagojene obveznice, ima on donos 0,6 plus inflacijo, kakršna bo, a ne, se pravi inflacijski indeks za evroobmočje, a ne. se pravi, govoriva o tips ali kakšnih, Tako je, tako je, se tako. pravi, o inflacijsko prilagojene obveznice. A lahko kakšno konkretno omeniva tukaj? A greva? Ja, tule mogoče, ja, lahko, ja. Tule zdaj pravim, jaz tega ne vem, ja, dobro, lahko bi se šel tudi posamezno, a ne, ampak, recimo tule so dosti te inflation linked ETF-ji, a ne, največ jih izdajajo recimo Francija, Italija, pa Nemčija, imajo te izdaje, a ne, inflacijsko prilagojenih obveznic. Kaj je tule ta ključna razlika, je, da v bistvu je vaš kupon vezan na to, kakšna bo dejansko inflacija v evroobmočju, a ne. Se pravi, imate neposredno zaščito pred inflacijo, a ne. Okej, samo sekundo, bom šerala zaslon, Mhm, pa greva pogledat na Just ETF, inflacijsko mhm. zaščitene, ETF-e. Pa tukaj morava še opozoriti, potem investiranje v ETF-e. Tulele sem v bistvu, a gledava, katerega greva gledat? Verjetno Euro Čakaj, Inflation Linked tako, ja, to je ta, to je Government ta. Bond od Tako je, iSharesa. ja. Kaj morava tukaj vse pogledati, ko se odločava za nakup ETF-a? Konkretno Zdaj, tega. načeloma jaz vidim kot prednost recimo to, da je ta UCITS ETF, a ne, se pravi, to pomeni, da je skladen z evropsko regulativo, ki pač je v efektu zaradi tega, da zaščiti vlagatelje. Hkrati, če gremo malo višje še pogledat, je bil tale TER strošek, a ne, se pravi, kakšni so stroški, in tule recimo vidite, da je ta strošek, koliko je tole, 0,09, a ne. 0,09 total expense ratio, celotni stroški na leto. Tako je. Ja, ja. Tako da pol ima, a ne, to je v bistvu relativno nizek strošek, ne. Če bi bilo tule recimo 0,5 za neki pasiven, sklad, bi bilo to zelo veliko. Zdaj, kar je druga stvar, je še tole accumulating, a ne. V bistvu pomeni, da v bistvu se dividende akumulirajo in mi teh dividend ne dobimo. Zakaj je to ključno? Zaradi tega, ker pol pomeni, da nam ni treba prvo kot prvo dodajati še napovedi iz teh dividend, in ne plačujemo sproti teh 25% na dividende, ampak v bistvu, če držimo daljše obdobje, se lahko ta davčna stopnja zmanjša. A dividende ali Kar je recimo, obresti? ne, tule imaš dividende, ta sklad bi lahko izplačeval dividende, ne, ker to je v bistvu kot ETF, on ne izplačuje, mislim, ja, on dobi obresti, ampak jih izplača kot dividendo iz sklada, a ne. Se pravi, to je Tako je, ne. obdavčeno s 25%, ne? Tako je, tako je. Zdaj, če greš še malo gor, kar je recimo, je tudi malo ta replication strategy, a ne, pri Okej, ETF-ih, pri replication, ja. obveznicah. Physical Ja, a ne, tule je physical, to pomeni, da dejansko ima zadaj ETF dejansko fizične obveznice, a ne. Se pravi, zdaj zelo dobro je tudi, če je optimized, a ne, tisto je tudi okej, se pravi, da je optimiziran neka replikacija. Če je pa derivative based, to pa pomeni, da na podlagi derivativov oni implicirajo te premike, temu se pa v bistvu je tako, ne, če pride do nekih takih dogodkov čudnih na trgih, je lahko to pol predstavlja neko nepotrebno tveganje za malo nižji strošek, a ne. Replication je sampling, Zdaj, physical sampling, mm, niso derivativi. ja, saj to pravim, a ne, da to je tule pozitivno. Ali pa če je optimized, je tudi v redu, ker to pa samo pomeni, da v bistvu oni nimajo čisto vsake obveznice, ampak jih imajo pač tako, da replicirajo, ta indeks, a ne. In tule, kar je ključno, je ja, pač inflation link, to je ključen podatek, ne, pa recimo valuta, da je pač v evrih, ne, to je sigurno, ne, da je v domači, valuti. Tulele vidimo tudi, kaj tole piše currency unhedged, ne, se pravi, obstaja možnost recimo, da imate vi ameriške obveznice, ki so v bistvu hedžane v evrih, a ne. Tako da To tisto je bi to bila valutno recimo tudi tveganje, opcija. ne? Ja, mislim, če je hedžan, v bistvu pol valutnega tveganja Ja, ni, ne, ampak ja. to tudi nekaj stane, ne. Tule tako, kot si rekla, pol lahko gremo pogledat pod holdingse, da v bistvu vidimo, kakšna je nekako tudi sestavljena bonitetna ocena. Tulele lahko vidimo recimo, kateri so tile top 10 holdingsi, ampak mogoče kot to samo je v bistvu bolj, tule bi lahko tudi našli eno inflation link, da jo lahko sami kupimo, recimo to z ISIN-om pa, samo se bojim, da bi bil minimum vpis kar velikokrat 100 000, no. Zdaj, če gledava tulele, vidimo, evo, Francija, Italija, Španija in Nemčija, a ne.
so ti glavni izdajatelji, a ne. Te vse države imajo relativno dobre bonitetne ocene, saj mislim, da tudi Just ETF ima tulele bonitetno strukturo, če greš še malo nižji dol. Aha, Po čakaj. mojem samo nižji. A bo? Ne, ni tle. Mislim, da Čakaj, ni tle. JTD, Risk Overview. Ne, ni. No, tulele jaz Tule gor je Just pa ETF-a Sport ne Basic. uporabljam, po moje. Ampak to je v bistvu, kar je ključno, je investment grade. Se Tako opravičujem, da, ker tako hitro premikam. kar je ključno, je, da je investment grade, a ne. Se pravi, da je v bistvu ni nekih divjih obveznic iz ne vem kakšnih držav, a ne, ampak, in tukaj tudi pol midva lahko v bistvu vidiva, koliko je trenutna pričakovana donosnost oziroma sam se pravim, a ti mogoče veš, kaj točno tulele na Just ETF strani tisto tulele Basics imava ETF. Tak status, holdings imava dol še. Tule imaš replication details, vidiš, tule imaš. Ampak dobro, čakaj, zdaj sva rekla, da iščeva. Samo sekundo. Mogoče če je tulele v dokumentu. Ja, drugače je tudi tukaj noter velikokrat, a ne. To je v bistvu zdaj na marec 2026. Tule tudi vidite recimo ta je recimo risk indikator, a ne, da je v bistvu to 3, ne. Se pravi, da je neko nizko tveganje, a ne. Zdaj, če greva kar naprej še. Še. Average je 3,3. Tako, ja. Ampak to je trenuten, a ne. Tule, kar je treba vedeti, a ne, če bi govorila midva o nekem navadnem temle, navadnem, bond, skladu, a ne, ali pa ETF-u, ne, inflation link, bi ta 3,3, ker imajo v bistvu vsi ker je fiks, a ne, je v bistvu to dejansko pomeni, kakšen JTM mi lahko pričakujemo. Tukaj imamo pa variabilnega, ne, se pravi, danes prinaša 3,3, zdaj, če se bo inflacija v praksi nižja, bo pol tudi, dejanski donos nižji, ne. Se pravi, tule je tisto ključno, kar sem jaz prej omenil, da v bistvu zdaj trenutno imamo realno pozitivno obrestno mero, veste, da s tem boste sigurno, premagali, inflacijo v danem trenutku za nekih 0,5 %. Recimo tudi, če pogledamo, kar se je zgodilo letos, ne. Letos ostali recimo, ne vem, samo ETF na državne obveznice, klasičen, je izgubil -0,5 %, recimo, ker so šle obrestne mere navzgor, a ne, zaradi višjih pričakovanj po inflaciji, medtem ko je pa ta v bistvu naredil +2, a ne. Se pravi, to je tista ključna razlika, pač je pa res, da če bo pa inflacija nižja, se bo pa zgodilo kontra, a ne, zgodba. Tako da ta je v bistvu produkt, ki je primeren, če vam je cilj ščitenje pred inflacijo, če vam je pa cilj v bistvu imeti pač nekako neki fiksen donos, je pa pol lahko mogoče pogledava še navaden ETF. Pa mogoče jaz tudi, če bi govoril o ETF-ih, jaz bi tule bil kar pogumen, pa bi šel raje v korporativne ETF-e, a ne. Ker v bistvu ti pomeni neko dodatno nagrado, ampak če govorimo o investicijski bonitetni oceni, so tveganja dosti nizka, in v bistvu dobiš več, kot če bi imel sam portfelj državnih obveznic, a ne. Ke sva prej govorila, kje imaš kreditne ocene, vidiva tukaj, da so več ali manj, trije A-ji pa A-rated, se pravi ocena kar precej visoke. Imaš pa 3B-je 31 %. Ja, ampak to je dejansko še zmeraj vse znotraj investicijske bonitetne ocene, tako da, saj pravim, včasih je glih zato, a ne, ta v bistvu v praksi bo naredil glih zaradi tega, ker ima ta trojni B, a ne, če gledamo, da je trenutno 3,3, pa pričakovana inflacija je tam nekje 2,3, ne, imamo v bistvu zdaj trenutno 1 % več že prinaša, ne, ker ima zraven še malo tega kreditnega tveganja v primerjavi samo z neko nemško, ke ga skoraj nima, ne. Zdaj recimo, ja, če pogledava čisto, ne vem, pričakovane donosnosti, a ne, napram državnim je nekih 0,5 pri istem trajanju, imajo korporativne višje obrestne mere, a ne. Tudi zaradi tega, ker pač je ta tele bonitetne ocene so pol malo bolj premaknjene navzdol, a ne. Se pravi, je neko dodatno tveganje, ampak vi dobite pa letno 0,5 % več, ne. A lahko mogoče samo še ta del, ta Kar. maturity breakdown, kako se temu reče, Ja, ja. kako se reče v slovenščini?
Temu se reče, pač razdelitev ročnosti To, naložb. to. Mogoče tako. Kaj morava tukaj vedeti, ko kupujemo v bistvu obvezniški ETF? Saj nima veze z, da je inflation linked, ampak na splošno. Tukaj pač je treba se Okej, ja, ja. zdaj tule, če je inflation linked, je mogoče ta ročnost, za nas dosti, nerelevantna, razen pač s tega vidika, da če pač dolžnik pol ne more plačati, ampak predvsem, je zaradi tega, ker se prilagaja dejansko izplačilo obresti, je tule ta, se reče duration angleško, se pravi slovensko trajanje je pri tem recimo ETF-u nič, ne. Zdaj, če bi pa midva gledala klasičen, ne vem, državni ali pa obvezniški, je pa pol ta situacija ali pa pač, korporativni, je pa ta situacija pol malo drugačna, ker v bistvu nam ta po ročnosti struktura vpliva tudi na to, koliko bomo dobili izplačano. Mislim, dejansko glede na to, kakšna bo situacija na trgu. Se pravi, sprejemamo neko obrestno tveganje, ki je pa razvidno iz tega podatka o trajanju, se pravi durationu sklada. Mogoče, če kar enega pogledava, no. Saj to, Kaj to me praviš? zanima. A greva zdaj gledat korporativne a državne? Daj mogoče, da še malo vidimo razliko, a veš, tako da Se pravi, dava vidijo tudi, kateri so korporativne. Ja, korporativne Korporativne, pa okej. pa evro, a ne. Currency, samo sekundo. Evro. Ja, pa accumulating day še mogoče, z Se vidika pravi, davčne akumulacijski. obravnave. A bova dala še To Irsko? lahko je, ja. Ke dava še Irsko, pa greva pogledat, In kaj. zdaj recimo imava tulele tale, kaj je, a mi iShares Core prebereš, kateri Euro Corporate Bond UCITS no, ta je ETF. super, evo, tega lahko Ta je vprašamo. Ta največji, je pa cenovno tudi in izredno najbolj ugoden. klasičen. Tako Ajde, je, pa tudi poglejva. najbolj klasičen. Tule imava, se pravi, imava midva replikacijo spet fizično, akumulira, strošek 0,09 letno, kar je izjemno nizek strošek, zato da vi dobite z enim nakupom 4 tisoč različnih obveznic. Se pravi, tudi tule je noter zelo veliko različno število izdajateljev, In zdaj, če gledava top 10 holdingsov, ja, tule so na žalost ISIN-i, ampak recimo, tule vidimo po državah je recimo zdaj ta razdelitev dosti manj pomembna. Daj mogoče tulele kar fact sheet isto odpri. Bo še najbolj neposredno, da bojo tudi videli mogoče razliko, okej, in se pravi, tule imamo mi, Še manj, se tisti je bil pravi, na trojki, ne, se pravi, ta je še manj, še manj tvegan inštrument, ne. tako je, ja. Zdaj, koliko je tule, yield to maturity, koliko tega kaže? Aha, evo, Nimam tule tule. imava effective duration, daj Kje je to? dva. No, Tulele. tukaj je ta effective Štiri. duration 4,5, to je, tule pol pridemo do tega, kaj je razlika, če vi sami kupite direkt obveznico na trgu, kar recimo čez 3 leta izplača, ali pa če kupite ETF sklad, Zdaj, če vi sami kupite recimo, obveznico, pomeni, vi boste kupili, čez 3 leta boste dobili sredstva, vmes bo cena tudi nihala, glede na razmere na trgu, ampak ko bo konec, boste vi dobili teh, pač 100, in kar je tule ključno in tudi ta, donos do dospetja, ke je v bistvu bil v času nakupa, če bo seveda izdajatelj denar vrnil, Ampak saj pravim, pri državnih, recimo pa pri slovenski obveznici je to tveganje res minimalno, In zdaj, kar je tule ključno, vi pa ne veste, po koliko boste v tistem obdobju reinvestirali to, Zdajle smo po 3, lahko bo pa naslednja izdaja po 2 ali pa po 4, Je zelo odvisno, kakšne bojo razmere na trgu, Kar je pa razlika pri ETF-u, Pri ETF-u se pa v bistvu imate pa vi se vrtijo v bistvu obveznice, Se pravi, to pomeni, če vi želite neki denar parkirati za recimo naslednjih 3, 5 let, v bistvu to dejansko vi se vam avtomatsko vrti. Vam ni treba čez 3 leta nove obveznice kupiti, ampak zaradi tega, ker se avtomatsko, vrti in ker ima trajanje, se pravi 4,5. Kaj to v praksi pomeni, Če gremo recimo pri posamezni obveznici, če si predstavljate, če zdajle ljudska obveznica bila izdana po 3% in da bi se zdaj obrestne mere šle na 4, To pomeni, da bi v bistvu vi 3-letna obveznica in zdaj, če bi vi želeli dobiti te 4%, kaj bi se moglo zgoditi? V bistvu bi mogla cena pasti za 3%, da bi v bistvu vi te
vsak let 1% manj, a ne, se pravi 3%, da bi to dobili skozi razliko v ceni, a ne. Se pravi, bi vi kratkoročno videli -3, a ne, napram tistemu, kar ste kupili, a ne. In kar je to na teh ETF-skladih, se pa to dinamično dogaja, a ne. Se pravi, nika tisti ETF in vaša končna donosnost in a bo donos 3,5, a bo 4,5 ali 2,5 recimo po, ne vem, 5 letih, a ne, tisti dejanski realiziran na leto, je odvisno, kaj se bo dogajalo z obrestnimi merami, a ne. Se pravi, če bodo šle obrestne mere gor, boste vi realizirali nižji donos, ampak kar je pozitivno, če boste ostali v ETF-u, bo pol ta ETF naprej več prinašal, a ne, bo naprej višja pričakovana. Če gre pa kontra, boste pa vi naredili razliko v ceni, a ne, ampak ja, karkoli, če boste pol rekli: "Zdaj bi pa jaz ETF prodal, ker sem tako dobro zaslužil," boste pa na koncu imeli slovensko obveznico, ki bo prinašala 2%, a ne. Tako da ja, to je v bistvu tisto, kar je ključno, ne, prihaja do nekih nihanj v ceni, pri teh ETF-ih, ampak ja, zdaj, kar je ključna stvar, je obrestne mere so se relativno stabilizirale, a ne. Jaz osebno recimo tistemu, ki ga skrbi tudi to obrestno tveganje pa inflacija, se mi zdi lahko dobra kombinacija nekega takega korporativnega ETF-a pa v bistvu ETF-a na inflation linked, obveznice, a ne. Pa Za imaš v kakšno bistvu časovno nekako obdobje? tukaj lahko parkiramo sredstva za 3, 5 let, kakorkoli, ne. V bistvu, saj tule kaj pol rabiš sredstva, prodaš ta ETF, a ne, in to je to, ne. Mhm. Tako da, Ampak se mi zdi, da je pa za krajše, ja. zdi se mi, da Povej. pa vseeno moraš malo, poznati, kako delujejo ti obvezniški ETF-ji, ko greš v investicijo, ne, ali pa konec koncev tudi državne obveznice. Zdi se mi, da številni to nekako ne razumejo, no. Zdaj so sicer Ja, izpostavljali, super, na no. kaj vse moraš biti pozoren, a ne, se pravi, kakšna zahtevana donosnost, da so minimalni neki vstopna vplačila, a ne, če temu tako lahko rečem, a ne. Vidva sva, da pri državni obveznici je 1.000 €, a ne, recimo na Interactive Brokers moram priznati, da ni tako enostavno kupovati obveznice kot pa recimo na Trade Republic, kar je zelo poenostavljeno, tudi izbira brokerja igra pomembno vlogo. Ja, seveda, seveda, to je, ampak tule je itak za vsaka začne, je pol treba narediti neko domačo nalogo, saj tule imaš ti teh podcastov o izbiri brokerjev in teh stvari in od male šole in tega. Pač ja, treba se nekako izobraziti glede na aktualne potrebe, a ne, ampak, važno je, da je pač treba začeti, a ne, se pravi, vsak mora tudi pogledati, ja, za koliko časa denarja ne rabi, to, ke si me prej vprašala, a ne. Če ti ne rabiš denarja za 1 let, je pol v bistvu najboljši inštrument po moje skoraj 12-mesečna zakladna menica, ti zapade, dobiš denar, ne. Če pričakuješ, da načeloma 3 leta ne boš rabil, rabiš likvidnost, je zelo interesantna recimo slovenska državna obveznica, tudi mogoče sam postopek odpreš pri brokerju v Sloveniji račun, lahko tudi INR, a ne, in če misliš, da v bistvu boš ta sredstva pol naprej reinvestiral, ali pa klasičen račun, če boš dejansko jih ven vzel, a ne. In je to dejansko to. Pol pa ja, če pa veš, da nekaj časa ne rabiš denarja, pol pa dejansko pa da bi rad to, da se v bistvu ti samo vrti naprej, pol pa se pogovarjamo o ETF-skladih pa tujem brokerju, a ne. Tako da sploh ali pa saj a veš, imaš pa tudi ljudi, ki recimo imajo že tujega brokerja za delniške ETF-e, pa zdaj vidijo, evo, imajo 2 ETF-a, ke lahko kupijo v bistvu obvezniška že dejansko zraven. A je zdaj pri zakladnih menicah recimo za neke kratkoročne cilje, recimo, danes se odločiš, da boš naslednje leto v takem času ali pa kakšen mesec kasneje, šel na počitnice v Ameriko, da ne bi puščal denar, na banki ali pa da ne bi preveč tvegal na borzi, ker ne veš, kaj bo, pa načeloma v delnicah ali pa delniških ETF-ih načeloma ne greš v delniške ETF-e ali pa delnice za tako kratko obdobje. Je recimo zakladna menica primeren inštrument? Seveda, tule v bistvu mislim, da naslednja izdaja je čez 1 mesec recimo, a ne, tako da imate dosti časa, da v bistvu vse uredite in je to lahko zelo dober inštrument. Zdaj, sploh pa recimo, če bi šel potovat nekam v Evropo, a ne, ker zdaj, če bi potoval v Ameriko, kaj bi jaz naredil? Jaz bi prek tujega brokerja kupil enoletno ameriško obveznico, iskreno. V dolarjih. V dolarjih, se pravi, a ne, ker v bistvu bi dobil pol se izognem valutnemu tveganju, je kontra, a ne, zgodba, ampak to mogoče, že malo bolj napredno, ampak ja. Tako da, ampak ja, v glavnem na splošno pa čisto ja, zakladna menica 12 mesecev in to je to.
in, dobra alternativa, Jaz sem zdaj za tukaj parkirati denar. na spletni Mhm. strani, gov.si imamo v bistvu, kdaj so naslednje avkcije. Tukaj imamo 3-mesečno, 6-mesečno in s tem si lahko tudi mogoče malce pomagamo, ko se Tako je, in odločamo. tule so tudi te datumi, ne vidim, tule vidiš 5. 5., a ne, to je danes, kdaj pa ta naslednji datum, jaz ne vidim tule na računalniku. O katerem govoriva zdaj? Tule recimo 6-mesečna je 5. 5. 2026, zdaj pa pol še en nižji spodnji Deveti datum. šesti, deveti No, šesti je se datum pravi, v bistvu avkcije. dejansko tudi vidim, ja, v bistvu se pravi, vsak mesec praktično so te izdaje, recimo, a ne. Tako da, pa tule tudi mislim, da vsak, a ne, saj če ti že približno veš, kaj, kako, vedno vam bo tudi broker svetoval, a ne, ker tule pri oddaji naročila moraš v bistvu pol pri zakladni menici v praksi, a ne, ampak to vam bo vsak broker, ke boste oddajali naročilo, se pravi, ponudiš ceno, po kakšni ceni si pripravljen kupiti, a ne. In pol na koncu pa dobiš tisto ceno, ke se realizira ob izdaji, a ne. Se pravi, je ta malo drugačen sistem, ker sodeluješ v primarni izdaji, a ne, glih to, ke si prej spraševala za slovensko, a ne, zakaj je prišlo do te spremembe. Pri zakladnih menicah se to v bistvu glede na trg prilagodi, se pravi, vsak vlagatelj da ponudbo, se pravi, vsi, ne vem, večina vlagateljev da ponudbo po 97,5 recimo za eno obveznico, a ne, in pol oni pogledajo, kje porežejo, da je neka smiselna izdaja pa dobra, pa pač normalna obrestna mera, in lahko na koncu cena tista, ke je okej še, je, ne vem, 97,52 in vsi, ke so več ponudili, dobijo obveznico, mislim, zakladno menico, ostali pa ne, a ne. In tule je tisto, kar je ključno, da pač vi, ponavadi ponudiš majčkeno več, ker na koncu bo itak trg določil, se pravi, ne vem, ponudiš 97,6, ampak na koncu bo itak trg določil, kakšna bo dejanska donosnost, in boš dobil to ceno 97,59, po tej ceni boš dobil kot vsi ostali, a ne. Tudi če si vmes malo več ponudil, tukaj je bolj v igri, koliko mi kot veliki vlagatelji, recimo pokojninski skladi, recimo, sploh tudi tako na splošno, ali pa kakšni večji investitorji ponudijo, ke dejansko lahko prek tega določijo obrestno mero, a ne, malo bolj imajo malo več vpliva, a ne. Tako da za enega malega vlagatelja, ke bo pa, ne vem, do 100 000 investiral, pa pač ne bo vplival na realizirano obrestno mero, ne. Pa tukaj ti, priskoči broker na pomoč, ker recimo, ko prvič oddajaš naročilo v primarni v primarni izdaji, verjetno pač kot novinec se ne znajdeš, ti pol priskočijo na pomoč, Seveda. ti pomagajo, ti Ja, ja, ja. svetujejo, kakšno ceno Normalno, dati, normalno. zato da gre čez. Ja, ja, pač normalno, a ne, v bistvu saj ta cena se določi glede na razmere na trgu, a ne, tako da, in tisti, ke vodi to izdajo, a ne, in to so prav te, recimo mislim, da NLB, OTP pa Ilirika, a ne, upam, da nisem koga izpustil, da ne bo kakšne zamere, no. Z njimi sem si zapomnil, oni pač vodijo te izdaje slovenskih zakladnih menic in oni v bistvu tudi z nami komunicirajo, a ne, in dejansko oni vidijo, kje je trg, vidijo ono in vam povejo, kakšno ceno dati, a ne. In to je to, saj pravim, na koncu, pač te pomoči, je kar nekaj, se mi zdi tudi mogoče samo investiranje, morate biti sicer previdni, ne vem, Marja, nisem še toliko poslušal tvojih podkastov, ampak se mi zdi, da kakšne stvari, izraze si lahko tudi pomagaš z umetno inteligenco, Lahko da je. ti razloži, kaj pa kako, malo z rezervo seveda, a ne, ampak, kar sem jaz tudi malo tako sprobal, pa to se mi zdi, da relativno okej odgovarja, in vam je lahko to malo v neki suport pa pomoč, a ne. Se mi zdi, da največje probleme ima, če jo sprašuješ po kakšnih cenikih pa stroških pa evrih pa to, da tam pri teh cenah zna kar faliti, da tam ni toliko okej, da recimo vsebinsko, kaj to pomeni, zakaj je, ne vem, recimo, če bi vi vprašali, zakaj je moj obvezniški ETF zdaj padel za 0,5 % recimo po tej krizi na Bližnjem vzhodu, bi vam on zelo lepo to razložil. Ali pa recimo, če bi vprašali, zakaj so pa zdaj državne obveznice na Nemčijo, jaz sem jo kupoval po 2,2 %, zdaj pa v bistvu vidim, da je donosnost 2,7, a ne, pa govorimo o ročnosti 1 leto, zakaj se je to spremenilo, bi tudi znal zelo lepo razložiti, a ne. Tako da tule si lahko po moje dosti, tudi pomagate s tem, no. Lahko si veliko pomagaš, je pa res, kot si rekel, da je treba biti zelo previden, sploh pri analizi
stroškov naših brokerjev, to še brokerji ne znajo, po moje, čisto Mhm. iz glave ti povedati. Imela sem kar precej probleme z analizo, INR, stroškov, tako da je kar izzivno. V glavnem, Ja, okej, velik, ja. velik izziv. Okej, se pravi, tukaj smo dobili eno vprašanje, in sicer po moje, dajva še enkrat pač pojasniti ali pa Saj razložiti. lahko. Vprašanje je, kaj je to državna obveznica. Dosti osnovno vprašanje, ampak dobro, dajva še Ja, enkrat, ne. seveda. Se pravi, to je v bistvu neki papir, ki ga vi kupite na borzi ali pa v primarni izdaji, in dejansko na podlagi tega papirja vam je, recimo, če govorimo o slovenski državni obveznici, vam je Slovenija, vi ste ji posodili, recimo, da kupite tega za 10 000, se pravi, to pomeni, vi ste posodili Sloveniji 10 000 evrov in Slovenija vam mora vrniti to nominalo 10 000 evrov in hkrati določen kupon, ki je recimo v tem primeru 3 %, a ne. In vi dejansko na koncu dobite 10 000 plus te 3 % gor in to je vaš, donos. S tem se pol tudi trguje na borzi in, lahko kupite, lahko prodate, če je seveda obveznica likvidna, a ne. Mogoče samo še eno vprašanje, ko se je prej omenjala obrestne mere pa neka pričakovanja glede same inflacije. Mislim, da je bilo ravno včeraj, ko so predstavili na Banki Slovenije, pač poročilo o stabilnosti bančnega sistema, se mi zdi, da je bilo, in je bilo govora o tem, da se pričakuje dvig, ključne obrestne mere za recimo 0,5, oziroma bazičnih točk. Zdaj, kar je ključno, ne, v bistvu glih to, ne, se pravi, zakaj je v bistvu slovenska obveznica mogla iti iz 2,7 na 3, ne, zaradi tega, ker se pričakuje dvig obrestnih mer in da bo raven obrestnih mer višja, ne. Se pravi, to v bistvu trenutno trg že odraža, a ne. In pač, ja, to dejansko pomeni, da bo v bistvu, ECB, če se bo za to odločila, bo dvignila obrestne mere. Zdaj tule, a jih bo ali ne, je pa po moje ključno, koliko časa bo situacija na Bližnjem vzhodu še trajala, a ne. In tudi kakšna bo dejanska odločitev, pol ECB-ja tudi glede na gospodarske podatke, glede na ta pritisk, inflacijski šok iz naslova Bližnjega vzhoda in je pol sprejmejo to odločitev, a ne. Tako da in to bo tudi določalo v bistvu, kaj se bo tule razpletalo, bo v bistvu določalo, kakšen nivo obrestnih mer bomo imeli v prihodnosti, a ne. Ostaneva še malo pri bankah, ne. Ljudje kopičijo denar na bančnih računih, ta denar ni obrestovan. Na drugi strani banke, kujejo dobičke tudi na račun tega. Mislim, da je včeraj, guverner banke zelo lepo povedal, da je to, pač ena od oblik financiranja bank, posledično nastajajo oziroma rastejo tudi dobički, bank. Potem imava banko NLB, ki pač izdaja tako obveznice, ke so tudi kar zanimivi donosi bili, sploh zadnjih obveznic. Po drugi strani izplačujejo stimulativne dividende. Vem, da marsikaj ni primerljivo, ampak če greva ostat v tem bančnem sektorju, kako lahko to razumemo? Banka tukaj zelo dobro razume, kako ustvarjati denar, medtem ko ljudje, ke puščajo denar na banki, pa žal ne. Tako je, a ne, v bistvu banka vzame vaš denar, ki ga imate na tistem varčevalnem računu po slabi obrestni meri, in ga naprej plasira v kakšne kratkoročne, kredite, a ne, mogoče celo kakšne tele hitre Hitre, kredite, ja. a ne. In tukaj naredi razliko v obrestni meri, a ne, in tukaj oni služijo, ne. Se pravi, zdaj, a boste pustili denar na banki ali boste sami šli investirat, je pa pač, tista odločitev, ke jo je treba sprejeti, in jaz vam predlagam, da začnete investirati. Na začetku, ja, je res se treba nekaj naučiti, so kakšni izrazi težki, ampak, se mi zdi, da ja, tule Marja veliko dela, zdaj si lahko z umetno inteligenco pomagate, tako da, broker vam bo tudi pomagal, tako da če boste ga imeli recimo v Sloveniji, tako da mislim, ali pa tudi kakšen znanec, tako da na koncu v bistvu gre. Zdaj, če gledava pa to, a ne, tule mogoče, ja, ta razlika, se pravi, imamo državno obveznico, pa imamo lahko klasično korporativno obveznico od NLB-ja, ke nam prinaša že več, ne. Zakaj? Ker pač NLB je super banka, ampak če bi bilo kdaj neka kriza, veliko slabih posojil, lahko na koncu, banka propade, ne dobite vi celotnega tistega, kar ste posodili. Pol imamo še drugo obveznico, ki ima zelo lepo obrestno mero, podrejena obveznica NLB, a ne. Ampak tule je ta izraz podrejena, ne.
Se pravi, podrejene obveznice, ko se banko rešuje, pridejo noter, da rešujejo banko, se pravi, to pomeni, da ste lahko tudi 100% izbrisani, ne. Ampak na drugi strani imate pa lahko donos 10%, a ne. Odvisno spet od banke, ne. Zdaj na drugi strani imamo pa lahko kupimo tudi delnico, ne. Koliko je zdaj, dividenda na NLB, saj ne vem točno z glave, ampak, tudi kar visoko v odstotkih, no, ampak kar je ključno, ne, ja, to je današnja dividenda, ne. Se pravi, vi, če kupite obveznico, klasično korporativno ali pa državno, vam je nekdo dolžan toliko dati. Pri dividendi imamo mi strategijo, kakšno dividendo bi dali, pa v bistvu, ampak že ta strategija je vezana na dobiček, se pravi, če bo dobička manj, bo dividenda nižja, a ne. Tule recimo v slovenskem prostoru se vidi recimo Cinkarna Celje, ne, oni imajo zelo ciklično poslovanje in niha ta dividenda, ne. NLB je pa, ja, na dolgi rok, izgleda kot lahko v dobrih časih, kot da poslovanje ni ciklično, ampak ko pridejo hude krize, se pa lahko spomnimo recimo, 2000, kdaj je bilo, 8, ne, ko so, 9, 9 je bilo, ko so v bistvu izbrisali delnice Nove KBM-a, ne, ob dokapitalizaciji, ne. Tako da, se je treba zavedati, da kot delničar imaš to tveganje, a ne. Se pravi, prvo, da ne boš dobil toliko dividende, kar računaš, drugo, kako se bo cena spremenila, je v najslabšem primeru izbris, a ne. Ampak to so res skrajni scenariji, a ne. Se Ampak pa treba se dogajajo. zavedati, da gre, ja, treba se pa zavedati, da pač ni zastonj kosila. Se pravi, če hočemo mi višjo donosnost, bomo mogli v bistvu pač iti višje po lestvici, a ne, in ko govorimo o delniških naložbah, je tveganje višje, a ne. Ja. Je tveganje, večje, višje, tako da treba se zavedati vsega tega. Ampak vseeno, zdaj, če midva malo se poigrava z matematiko, pa če recimo teh Mhm, 30 milijard, ki jih leži na bančnih računih in praktično ta denar nič ne dela, če banka to plasira pri ECB in dobi 2%, pomeni, da smo bankam podarili 600 milijonov. mhm. A ni to nora Je pa res, številka? Meni je to nora je pa številka. res, vidiš, veš, tule je edino malo ta, a ne, situacija, ke, ja, na vpogledno vlogo lahko dajo, ja, na ECB lahko dajo, a ne, ker recimo tukaj na varčevalnem je pol tistih 7 dni samo zaklenjen, imajo oni omejitve, kaj vse lahko s tem denarjem tudi delajo, a ne. Tako da ni Večina tako čisto denarja, enostaven, ja, večina denarja, tako je. 90% je pač samo leži Ja. na računih, so na pač Morajo položaj. imeti, Ampak ampak ja, načeloma po defaultu je zato tudi so v bistvu imeli zdaj take zlate dobičke banke, a ne, zaradi tega, ker dejansko so to počele. Raven obrestnih mer je bila nižja, oni so pa v bistvu lahko plasirali tudi na ECB, tako kot si rekla, po več, a ne. Zdaj ta obrestna mera 2 je malo nižja, Ampak a ampak veš, ja. kaj mene muči, ne? Mene Hm, muči to, da recimo tuje, banke prenašajo to naprej na svoje komitente, sploh nove komitente zelo rade nagradijo, medtem ko hm. naše banke pa tega ne naredijo in dobimo tam eno veliko debelo nulo. Zakaj komitenti, ne protestiramo? Kje so potrošniške organizacije? Zakaj se tukaj nič ne naredi? Ker kot smo videli prej na začetku statistiko, preko 80, skoraj 90% je denarja, ki leži na računu. Zakaj mi nekaj ne naredimo? Zdaj, tule mogoče samo a ne, del tega denarja je tudi vedno, ne vem, likvidnostna rezerva posameznika, ne. Se pravi, ke je fajn, da načeloma 33 imaš neki milijard. likvidni. Ja, ne, 33 ne, ampak milijard. hočem reči, da mogoče en del je tudi to, a ne. Drugo, kar je pa ključni protest, je pač, ja, da ta denar vzamete, namesto da vam prinaša onih 0,5% ali pa mogoče neki celo 1%, pa ga raje investirate po 2. To bo ključni protest, ke ga lahko vsak posameznik naredi, a ne. In to je to. Zdaj, kar pa je problem, je pa pač, ja, mi imamo poslovno okolje, a ne. Če toliko denarja leži, banke imajo tudi v bistvu preveč depozitov dejansko, a ne, nimajo interesa, da bi potrebovale nove depozite in pač kakor je situacija na trgu. Se pravi, to je problem Slovenije, da smo toliko neizobraženi, ne poznamo drugih stvari, ke se jih da investirati in ja, to je škoda, ne. Škoda je tudi to, da so nekateri inštrumenti, ki se jih daje na trg, recimo individualni naložbeni računi, v bistvu kar precej zakomplicirani. Zelo dobro se moraš pozanimati, kaj to je, na kakšen način funkcionira. A ne, tako da tukaj je bila pač ideja, da se aktivira ta denar preko teh individualnih naložbenih računov. Videli smo tudi, tretja izdaja ljudske obveznice ni dosegla tega nivoja, kot sta bile prve dve izdaji, a ne. Se Mm. pravi, mislim, da je bilo pod 250 milijonov, ne. Ampak recimo, ne, če gleda čisto enega navadnega vlagatelja, ke zdajle ve, da nekaj časa denarja ne bo rabil, ne ve čisto koliko, a ne,
gre zdajle pri pa pustva in klasičen račun odpre pri brokerju, mogoče pokliče 3 brokerje, da vidi, kje so stroški, kakšni so stroški vodenja, pa pol samega nakupa. Kupi slovensko državno obveznico, ki je še davčno pol ta zelo velika ugodnost, da ne plača na obresti, nobenega stroška in dejansko ima zadaj tudi likvidno, kar je OTP v ozadju, in dejansko to naredi, kupi na borzi in bo dobival, se pravi, koliko je zdajle, 2,9 namesto 1% tam. Čez 3 leta pa pol ponovi vajo oziroma se mogoče do takrat še kaj novega nauči. Veš, kaj je najbolj smešno, da tuji brokerji, neobrokerji, ki so hibridi med banko in brokerjem, ponujajo za denar, ki leži na računu, 2%. Marsikdo se zdaj tukaj sprašuje, zakaj bi jaz v bistvu sploh tvegal ali podpiral neki brokerski račun. Veliko je zdaj tega preigravanja. Pa marsikdo se sprašuje, oziroma je prepričan, da trenutna situacija ni najbolj ugodna. Vidimo, da stroški rastejo, cena goriva raste, hrana se draži. Inflacijo imamo neverjetno na trgu stanovanj, tako da tega je kar veliko in veliko je tudi te negotovosti in tudi psihologija je mogoče problem, a veš, kaj pomeni pasivnost, ne? Kaj Pasiv- pomeni pasivnost? Da boš ti dobival 1% namesto 3, boš dobival zato, ker te skrbi inflacija, Pač, se pravi, tistega, ki skrbi inflacija, je pol okej, lahko tudi gre v inflation link, tako kot sem rekel, Ampak kar je ključno, je pač še zmeraj boljše 3 kot 1, no, to bom rekel. Absolutno se strinjam s tabo, In, ja. Je treba mogoče zmeraj, jaz tudi vidim, zmeraj milijon enih izgovorov, pa ne vem, če rabo denar, glih to je dobro, tam lahko greš, prodaš. Okej, Zdaj, čim boš imel ti več to kot pol leta, boš ti že v bistvu tiste stroške, ali pa v enem letu boš v bistvu stroške nakupa, prodaje pokril, pa v bistvu boš še zmeraj več naredil, kot če boš imel ta sredstva na varčevalnem računu. Zdaj smo omenila kar nekaj rešitev za denar, ki leži na računu, sploh za tiste, ki so mogoče malo bolj konzervativni, za tiste, ki bi radi imeli denar na banki, nočejo ga, ne vem, vezati ali kakorkoli, je rešitev mogoče tudi tuja neobanka, ne da jih zdaj propagiram, ampak mislim, da je celo Blaž Brodnjak rekel, da je tretja največja po odprtih računih bančnih Revolut v Sloveniji. Tako da tuje banke že prihajajo k nam in se že v bistvu prerazporejajo tudi ta denar. Ta druga varianta, sva rekla, za neke kratkoročne cilje je potencialno lahko zanimiva zakladna menica. Vpisi v primarnih izdajah si rekel, da so brez stroškov, medtem ko Tako je. plačamo davek na obresti, ki pač ne sodi v tisto kvoto. Za tisti, ki želijo mogoče srednjeročne ali pa mogoče celo dolgoročne cilje uresničevati, je pa lahko recimo zanimiva tudi konec koncev slovenska državna obveznica. Zelo, zelo zaradi davčnega efekta, ker tle ti v bistvu davčni efekt je 0,6, 0,7% in kar ne plačaš davka na obresti in to je direktno darilo. In tudi Slovenija, saj vidimo, imamo vlado, iščemo vlado in tako je trenutno situacija negotova, ampak načeloma po javnem dolgu in tako, mislim, da za naslednje 3 leta ni neke take skrbi, da bi rekel, kaj pa če mi ne vrnejo. Če ne, pa je pa pol alternativa, kupimo, ne vem, v tujini državno obveznico neke druge države ali pa korporativne obveznice ali pa korporativni ETF ali kakorkoli. Še eno vprašanje, pa se mi zdi kar fajn, da odgovoriva. Kje lahko odprem trgovalni račun? Nekaj smo že omenili, obstaja cel kup trgovalnih računov od tujih neobrokerjev, kot so Trade Republic, Revolut, N26, čeprav N26 ima res. Interactive Brokers tudi To so recimo. pa, to niso več banke, ampak so prav Ja, za brokerji. bančne račune. Ne, zdaj okej. govoriva pa o brokerjih, Samo še to bi rada povedala, N26 ima res tak malo bolj skromen nabor vseh inštrumentov, tudi druge neobanke, kot so Trade Republic in Revolut, medtem ko največji in širok spekter vseh možnih inštrumentov, Interactive Brokers, tudi zelo priljubljen med Slovenci. Ampak sam proces odpiranja trgovalnega računa ni tako simpel, kot si mogoče marsikdo misli. Jaz sem naredila video v 22 korakih, odprimo račun na Interactive Brokers, pa marsikdo ne pride čez. Pa še ena zanimiva stvar, Pa še to je, včasih je tudi težko, ker moraš pol v bistvu sam oddati naročilo na borzi, kar je v bistvu, se pravi, najdeš inštrument, pol, da to ti kupiš, je brez nasveta, kakorkoli je to pol majčkeno težje. Ja, saj tudi pri postopek je. pri naših brokerjih je dosti podoben, saj ne dobiš neki finančni nasvet, ti se pač odločiš, seveda. oni ti lahko mogoče samo tehnično pomagajo speljati.
To je pomembno. Ali je res, če kdaj zapreš trgovalni račun, potem ne moreš več odpreti novega? To ne drži. Ti lahko odpreš račune, razen če seveda ti ga zablokirajo iz ne vem kakšnih razlogov. Verjetno je tukaj bolj mišljeno individualni naložbeni račun, ki ga lahko odpreš samo enkrat v življenju. In zdaj smo imeli veliko primerov, ko so ljudje prenašali delnice v Vzajemne, odprli Mhm. račun INR in potem tudi, ko se je zgodil ta prenos, prodajali delnice v Vzajemne in potem tudi zaprli individualni naložbeni račun. To je res škoda, ne tega početi, no, ker je Mhm. samo en Mhm. račun možno odpreti. V bistvu navaden trgovalni račun odpreš in to narediš in nimaš nobenega problema, ne. Jaz bi rekla. A lahko mogoče samo na hitrico, preden te spustim, zelo veliko se dogaja na borzi, vidimo, padajo v rekordi. Mislim, da smo od leta 2024 pa do danes zabeležili preko 100 rekordov na ameriški borzi. Danes ne vem točno, kje je, ampak vem, da je bilo še prejšnji teden je bilo par rekordov. Še Daj rekordi povej, naprej. no, zdaj marsikdo je v tisti dilemi, okej, a ne, zdaj sta govorila o teh nekih bolj konzervativnih naložbah, na drugi strani vsak dan beremo, poslušamo o nekih rekordih in norih dobičkih, ki jih ustvarjajo, sploh te AI podjetja. Daj mogoče povej, kako ti vidiš recimo dogajanje v prihodnjih letih na, Mhm. na delniških trgih. Tule mogoče, na delniških trgih, ja, ena stvar je vedno, po kakšnih vrednotenjih ti vstopaš, to je trenutno pač negativni faktor, ker so nadpovprečno zgodovinska vrednotenja, Je pa niso pa to skrajni nivoji. Zakaj? Ker so v bistvu zadnja rast je zelo podprta tudi z dobički, Se pravi, kaj moramo se zavedati, da se danes dogaja in zakaj trgi tako dobro delajo, dogaja se nam v bistvu tehnološka revolucija na področju umetne inteligence, Zdaj veliko ljudi, okej, vidi ta ChatGPT in to je to, Zdaj druge stvari so že ti agenti, ko v bistvu boš marsikatero software storitev v podjetjih boš lahko delal prek teh agentov, sploh te mogoče neke manjša in srednja podjetja, In kar je še naslednja faza, je pa itak neki preskok v humanoidnih robotih in na splošno robotika, avtomatika, ke prihaja iz tega, da imaš ti neko pametnejšo umetno inteligenco. In ja, ta tehnološka revolucija prihaja z veliko investicijami podjetij, ampak hkrati mislim, da bomo, če že v bistvu že danes jaz svoj poklic dosti drugače opravljam, kot sem ga 5 let nazaj, in mislim, da tudi marsikdo drug, od pravnikov do oblikovalcev do tako, in kar je ključno, res tule vidimo res visoke napredke, tudi vidimo, kaj pomeni robotika, avtomatika. Recimo na Kitajskem imajo pač te tovarne za avtomobile, ke ni sploh ljudi noter, praktično, in je vse avtomatizirano, in to je pač ta prihodnost. In ja, na kapitalskih trgih kapital se investira in kapital se pričakuje, da bo neko donosnost dosegel. In jaz sem tudi v tej zgodbi pač optimist in vidim naprej, da dejansko glih zaradi tega tudi že do zdaj so dobički zelo sledili, in se res dogaja velik premik, pozitiven. Ker tudi to je, če gledamo, koliko se v enem letu so se izboljšale te umetne inteligence, en let nazaj ne bi jaz ali pa pol leta nazaj jaz ne bi razlagal, da vprašate ChatGPT za en tak nasvet, Zdaj pa bi že upam reči, da s previdnostjo tudi to lahko naredite, In ja, to je ta tehnološka revolucija, ki je pomemben faktor, in tukaj bo tisti, ki je lastnik kapitala, profitiral, in če ste lastnik kapitala in daste to v delnice, je s tega naslova neka rast, Vedno je pa tisto vedno, kako ga skrbi. Jaz pravim, najlažje je pa v bistvu, če imaš možnost presežke mesečno investirati, ker pol te ne zanima, kje so trgi danes, in v bistvu postopoma kupuješ, če pride korekcija, izkoristiš v svoj prid in dejansko tudi pričakovana donosnost je pol na vloženi evro višja, s postopnimi nakupi. Se pravi, ti si bikovsko razpoložen, ne? Ja, zdaj Moraš saj biti, vemo nimaš vsi izbire. Nimaš saj izbire. vemo vsi, kratkoročno je vedno, kaj se bo tudi zdajle na Bližnjem vzhodu zgodilo, ampak ja, tukaj imamo optimističen pa pesimističen Mislim, da scenarij, sem zadnjič Ja. brala eno zelo zanimivo raziskavo, ker so pokazali, po kolikemu času so v bistvu trgi okrevali, od te iranske krize in ta Mhm, obdobja kriz so čedalje krajša, se pravi, se skrajšujejo. Nekako, mhm, če gledamo na dolgoročno obdobje, so bila ta obdobja kriz tam do 24 mesecev,
zdaj se je pa to v zadnjih desetletjih kar precej skrajšalo. Ne? Mhm, mhm. Ja, tule je tudi ta mogoče ta hitrost informacij, pa tudi vsi, a ne, mi tule v pisarni že razmišljamo to, a ne, pač potem, ko se bo v bistvu ožina odprla, a ne, ker osrednji scenarij vemo, volitve se čakajo čez pol leta, a ne, a bojo v Ameriki volitve in, Trump si želi, pač ohraniti neko podporo, dobiti sedeže in, probal to nekako rešiti kot zmagovalec, a ne, in, prodati nekaj kot zmago, ampak če bo ožina zaprta, če iranske nafte ne bo in cene dizla v Ameriki so pa že na ravneh iz rusko-ukrajinske krize, to ni dobro za njegov suport. Edini skrajni scenarij je, če se res začne neracionalno obnašati, pa v bistvu reče: "Itak bom izgubil, bom pa zdaj zradiral, Iran, a ne, ali kakorkoli." To je pa pač nikoli ne vemo, tako kot je Putin šel recimo v Ukrajino, ke se je zgodil skrajni scenarij, ne. Ampak imeli smo kar nekaj zelo takih zanimivih scenarijev v zadnjem obdobju, tudi covid konec koncev. Mhm. 103 dni je potreboval S&P 500, da je v bistvu prišel na tiste ravni izpred krize. Mhm. Iranski konflikt 11 dni. Pa imamo recimo dotcom crash, ne, je bil pa potrebnih 1166 dni, medtem ko finančna gospodarska kriza, ki se je razvlekla od 2007, pa tlele piše do 2013, dno smo imeli Mhm. marca 2009, ne, 1021 dni. Se pravi, te zadnje krize, recimo tudi US-China, trgovinska vojna leta 2018 do 2019, 81 dni. Res, v bistvu je ta čas okrevanja nenormalno hiter v zadnjem desetletju. Mislim, Ne? je pa treba malo se zavedati, s kje štartaš, ne. Se pravi, mi, ke smo imeli krizo 2008 ali pa dotcom 2000, a ne, glih to, a ne, veliko ljudi itak skrbi zdaj take rasti, ne vem, tudi malo se dogaja tega kroženja, a ne, jaz investiram vate, pol mi kupimo še tvoje produkte in tako, a ne, je ratalo ta malo mreženje, ke spominja na dotcom, ampak te razsežnosti takrat pa danes ključna razlika je, da danes tudi, ko pogledaš profite podjetij, dejansko rastejo. In tudi zdajle v zadnjem obdobju, zakaj smo mi prejšnji mesec naredili +8, zakaj 81% podjetij v indeksu S&P 500, ki je do zdaj objavili, je presegalo svoje napovedi, pa ni bilo zdaj, da bi bila napovedi zadnji hip ful nekaj znižane, kakorkoli. In, ja, to je pač zaradi tega pol dejansko lahko stvar gre naprej in vsi pričakovana donosnost na trgih je dejansko nekih nominalno, če upoštevava še te vrednotenja, je, ne vem, nominalno 8% za naprej, a ne. In, kaj to pomeni? Ja, pol bomo običajno tegamo nove vrhove, ne, na borzah. Pač, je to sistem tako nastavljen, pač podjetja izplačujejo dividende, raste gospodarsko rast, imajo, rastejo jim dobički in pride iz tega naslova, ne, neka pozitivna rast. Okej, ja, se bomo naredili tudi eno epizodo, ker se bomo poglabljali o vseh teh zadevah, ki se zdaj trenutno dogajajo na trgu. Govori se o novih IPO-jih, ki bojo kar neki megalomanski IPO-ji, kaj to pomeni konec koncev za S&P 500, pa konec koncev tudi za naše portfelje. Ampak ja, ključno je, da sva danes obdelala, kaj lahko naredimo z denarjem, ki nam leži na računih. Ponudili smo kar nekaj rešitev. Če boste imeli še kakršnokoli vprašanje, nam pošljite, pa bomo seveda na vprašanje odgovorili. Domen, najlepša hvala, da si bil danes gost na MoneyHow. Hvala za vabilo. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav.